Živijo, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Moje ime je Marička, sem osebna trenerka. Danes vas bom popeljala skozi trening za naš spodnji del telesa. Vse, kar si morate zagotoviti, je le malček več prostora za nemoteno izvajanje vaj. Elastiko in seveda po potrebi tudi podlago. Če nimate elastike, brez skrbi, vaje lahko izvajate tudi z utežmi. Sledite navodilom, ki bodo podane poleg vaj. Želimo si pravilne ponovitve, torej kvaliteta pred kvantiteto. Trening bo potekal intervalno in sicer vsako vajo bomo izvajali po 45 sekund, na kar bo sledila 15-sekundna pavza, ki ti bo omogočala, da se lahko pripravi za naslednjo vajo. Prijem pa, da se pomaknemo na trening, ne pozabiti napraviti ogrevanje, podariti video like in če si nov in če se še zmeraj nisi naročil na moj kanal, naredi to zdaj. Sedaj pa nič več čakati, gremo telovati. Preden se lotite treninga, uporabite elastiko po težavnosti, ki vam bo izziv. Res pa je, da boste pri nekaterih vajah izvajali lažje kot pri drugih. Namesto elastike lahko uporabite tudi uteži. Pa se kar lotimo naše prve vaje shoulder press oziroma potisk nad glavo. Pograbimo elastiko z obema rokama in na njo stopimo z obema nogama v razkorak širini bokov. Težo naporo elastike si razporedite tako, da jo boste lahko dvignili oziroma potisnili nad glavo. Vzdržujte vzravnano držo hrbtenice in napete trebušne mišice. Telo mora biti tekom gibanja mirno kot struna. Pri potisku elastike nad glavo izdihnemo, zadržimo za malenkost in nato počasi spustimo z globokim vdihom. Pri spustu držite napetost elastike in naj roka ne omahne in klone težavnosti. Delajte počasi in kontrolirano, nikar ne hitite, s tem namreč ogrozite pravilno izvedbo. Sedaj sledi 15-sekundna pavza, po pavzi pa kar nadaljujemo z vajo ozek potisk nad glavo. Še vedno z obema nogama stojimo na elastiki, elastiko z rokami pograbimo v ožji oprijem in dlani obrnemo proti obrazu. Roke bodo pri dvigu potovale pred obrazom gor in dol. Vzdržujemo vzravnano držo telesa, gibanje poteka samo v ramenskem in komolčnem sklepu. Pri potisku rok proti stropu ne dvigujemo ramen, ampak jih držimo na mestu oziroma jih potiskamo dol. Ponovno ne klonite pri spustu, ampak zadržite napetost mišice. Vajo izvajate počasi in kontrolirano, ki je skladno z dihanjem. Izdih sledi v fazi dviga, medtem ko pri spustu vdih. Med pauzo se kar pripravimo za našo tretjo vajo forward rises oziroma fleksija naprej v ramenskem obroču. Ostajamo v stoječem položaju, še vedno lahko stojimo z obema nogama na elastiki v razkoraku širini bokov ali pa stopimo v razkorak z eno nogo naprej. Z obema rokama pograbimo elastiko, dlani pa naj bodo obrnjene navzdol. Ohranjamo vzravnano držo hrbtenice in napete trebušne mišice. Pri dvigu rok ramen nikar ne dvigujemo, ampak jih potiskamo dol. Prav tako se ne sme ustvariti lok na hrbtenici. Dvig naj bo malenkost hitrejši od spusta. Nikar ne dopustite, da vam roke kar omahnejo dol, zadržite napetost mišic. Dihajte skladno z gibanjem, dih sledi v fazi spusta, izdih pa pri dvigu. Pazite, da delo res opravijo samo roke in da ni zibanja v predelu hrbtenice in ramen. Sledi 15-sekundna pavza, po pavzi pa nadaljujemo z vajo veslanje v predklonu. To pa je super vaja za naše hrbtne mišice. Stopimo na gumico v razkorak širini bokov, rahlo pokrčimo kolena, v vsako roko pograbimo konec elastike, pri tem pa medenico potisnemo nazaj in telo nagnemo v predklon. Pazimo, da je hrbtenica zravnana in trebušne mišice napete. Vrat mora biti sproščen kot podaljšek hrbtenice. Komolce držimo ob telesu in jih pri izdihu potegnemo čim više proti stropu, takrat izdihnemo in stisnemo lopatice. Ramena držimo tekom gibanja nazaj in jih potiskamo dol. V fazi spusta vdihnemo in roke počasi spustimo dol. Če se pojavi bolečina, takoj prenehajte in se pripravite v začetni položaj. Vajo izvajate počasi in kontrolirano.
Po pavzi nadaljujemo z enako vajo veslanja v predklonu, le da dlani obrnemo stran od nas. Še vedno smo pozorni na držo hrbtenice, napetost trebušnih mišic in potek gibanja. Delo morajo opraviti roke, ko dvignemo komolce proti stropu, takrat tudi stisnemo mišice med lopaticama. Dihajte skladno z gibanjem, nikar ne hitite in ne ogrozite drže. Spust naj bo malenkost počasnejši od dviga. Predstavljajte si, kot bi žagali. Pred nami je vaja za naše biceps mišice, bicep curl oziroma upogib komolcev. Ponovno stopimo na sredino elastike in vsako roko pograbimo konec. Razkorak naj bo v širini bokov, kolena pa naj bodo malenkost pokrčena. Vzdržujemo zravnano drž hrbtenice in napete trebušne mišice. Komolce postavimo ob telo in jih tekom gibanja ne premikamo naprej in nazaj. Izdihnemo, ko napravimo upogib in dlani približamo prsnemu košu. Nato pa sledi vdih in počasen spust rok proti stegnom. Pazimo, da roke ne omahne oziroma se ne predajo sili gumice, ampak zadržimo napetost mišic. Ustvarite ritem, ki ga lahko držite od začetka do konca. Pred nami je 15-sekundna pauza, po pauzi pa se lahko pripravimo za vajo upright row. Stopimo na sredino elastike in jo pograbimo z rokami, tako da so dlani obrnjene proti vam in da se skoraj dotikajo med seboj. Pozorni smo na vzravnano drž hrbtenice in napete trebušne mišice. Telo mora biti napeto kot struna. Pri vaji potegnite elastiko do brade, pokrčite komolce, takrat tudi izdihnete. Vdih sledi v fazi spusta, takrat roke spustite počasi vse do stegen. Ramena potiskajte dol, ko potegnete elastiko gor. Vajo izvajajte počasi in kontrolirano, skladno z dihanjem. Nikar ne hitite, naj štejejo pravilne ponovitve, kvaliteta pred kvantiteto. Roke, sledi vaja, pri kateri boste elastiko držali samo v rokah, pri tem pa boste roke široko razprli in se upirali naporu elastike. Postavimo se v razkorak širini ramen z rahlo pokrčenimi koleni ter vzdržujemo zravnano držo ter napete trebušne mišice. Ramena potisnemo nazaj, prsa naprej, vendar ne pretirano. V vsaki roki držimo konec elastike in jo pri izdihu raztegnemo, tako da razpremo roke na stran in stisnemo lopatice. In z elastiko se približamo prsnemu košu. Pri vrnitvi nazaj v začetni položaj ne omahnemo takoj, ampak zadržimo napetost v mišicah in počasi popuščamo. Takrat tudi vdihnemo in se pripravimo za vnovično ponovitev. Ustvarite ritem gibanja, ki ga lahko držite od začetka do konca, pri tem pa ne popustite pritisku napetosti elastike. Po pauzi se selimo na naslednjo mišično skupino in to so prsne mišice. Vajo lahko izvajate v dveh različicah in sicer v položaju sklece ali pa potisk s prsi leže. V našem primeru jo bomo napravili leže. Predtem si elastiko položimo na hrbet in nato ležemo na tla, enako velja tudi za skleco. Noge pokrčimo in jih postavimo v širini bokov. Hrbet prilepimo ob tla in stisnemo trebušne mišice. Ramena pri potisku rok ne dvigujemo, ampak jih držimo trdno na tleh. Pazimo na dihanje in ga ne zadržujemo. Pri potisku elastike izdihnemo, pri spustu pa vdihnemo in držimo napetost v prsnih mišicah. Spust je vedno nekoliko počasnejši od dviga.
nami je še zadnja vaja v tem krogu, in sicer vaja za triceps mišice, ekstenzija komolcev. Ponovno se postavimo v stoječ položaj. Stopimo v razkorak z eno nogo naprej in z zadnjo stopimo na elastiko. Z obema rokama pograbimo drugi konec. Roke držimo vzporedno zraven glave. Tekom gibanja komolcev ne premikamo, ampak napravimo samo upogib oziroma spust rok za glavo in nato ekstenzija, dvig proti stropu. Upogib je samo v komolčnem sklepu. Pazimo na držo hrbtenice in napete trebušne mišice. Ko spustimo roke za glavo, vdihnemo, se tako pripravimo za vnovično ponovitev, z izdihom pa iztegnemo roke proti stropu. Ramen nikar ne dvigujte, ampak naj delo opravijo triceps mišice. Nikar ne hitite, delajte počasi in kontrolirano skladno z dihanjem. Sedaj sledi 15-sekundna pavza, po pavzi pa bomo vse skupaj ponovili še enkrat. Pa se kar lotimo naše prve vaje shoulder press oziroma potisk nad glavo. Pograbimo elastiko z obema rokama in na njo stopimo z obema nogama v razkorak širini bokov. Težo napora elastike si razporedite tako, da jo boste lahko dvignili oziroma potisnili nad glavo. Vzdržujte vzravnano držo hrbtenice in napete trebušne mišice. Telo mora biti tekom gibanja mirno kot struna. Pri potisku elastike nad glavo izdihnemo, zadržimo za malenkost in nato počasi spustimo z globokim vdihom. Pri spustu držite napetost elastike in naj roka ne omahne in klone težavnosti. Spustite do višine ramen in se pripravite za vnovično ponovitev. Delajte počasi in kontrolirano, nikar ne hitite, s tem namreč ogrozite pravilno izvedbo. Sedaj sledi 15-sekundna pavza, po pavzi pa kar nadaljujemo z vajo ozek potisk nad glavo. Še vedno z obema nogama stojimo na elastiki, elastiko z rokami pograbimo v ožji oprijem in dlani obrnemo proti obrazu. Roke bodo pri dvigu potovale pred obrazom gor in dol. Vzdržujemo vzravnano držo telesa, gibanje poteka samo v ramenskem in komolčnem sklepu. Pri potisku rok proti stropu ne dvigujemo ramen, ampak jih držimo na mesto oziroma jih potiskamo dol. Ponovno ne klonite pri spustu, ampak zadržite napetost mišice. Vajo izvajate počasi in kontrolirano, ki je skladno z dihanjem. Izdih sledi v fazi dviga, medtem ko pri spustu vdih. Med pauzo se kar pripravimo za našo tretjo vajo forward rises oziroma fleksija naprej v ramenskem obroču. Ostajamo v stoječem položaju, še vedno lahko stojimo z obema nogama na elastiki v razkoraku širini bokov ali pa stopimo v razkorak z eno nogo naprej. Z obema rokama pograbimo elastiko, dlani pa naj bodo obrnjene navzdol. Ohranjamo vzravnano držo hrbtenice in napete trebušne mišice. Pri dvigu rok ramen nikar ne dvigujemo, ampak jih potiskamo dol. Prav tako se ne sme ustvariti lok na hrbtenici. Dvig naj bo malenkost hitrejši od spusta. Nikar ne dopustite, da vam roke kar omahnejo dol, zadržite napetost mišic. Dihajte skladno z gibanjem, dih sledi v fazi spusta, izdih pa pri dvigu. Pazite, da delo res opravijo samo roke in da ni zibanja v predelu hrbtenice in ramen. Sledi 15-sekundna pauza, po pauzi pa nadaljujemo z vajo veslanja v predklonu. To pa je super vaja za naše hrbtne mišice. Stopimo na gumico v razkorak širini bokov, rahlo pokrčimo kolena, v vsako roko pograbimo konec elastike, pri tem pa medenico potisnemo nazaj in telo nagnemo v predklon. Pazimo, da je hrbtenica zravnana in trebušne mišice napete. Vrat mora biti sproščen kot podaljšek hrbtenice. Če se pojavi bolečina, takoj prenehajte in se pripravite v začetni položaj. Komolce držimo ob telesu in jih pri izdihu potegnemo čim više proti stropu, takrat izdihnemo in stisnemo lopatice. Ramena držimo tekom gibanja nazaj in jih potiskamo dol. V fazi spusta vdihnemo in roke počasi spustimo dol. Omenjeno vajo lahko izvajamo tudi sede. Vajo izvajate počasi in kontrolirano.
pavzi nadaljujemo z enako vajo veslanja v predklonu, le da dlani obrnemo stran od nas. Še vedno smo pozorni na držo hrbtenice, napetost trebušnih mišic in potek gibanja. Delo morajo opraviti roke, ko dvignemo komolce proti stropu, takrat tudi stisnemo mišice med lopaticama. Dihajte skladno z gibanjem, nikar ne hitite in ne ogrozite drže. Spust naj bo malenkost počasnejši od dviga. Predstavljajte si, kot bi žagali. Pred nami je vaja za naše biceps mišice, bicep curl oziroma upogib komolcev. Ponovno stopimo na sredino elastike in vsako roko pograbimo konec. Razkorak naj bo v širini bokov, kolena pa naj bodo malenkost pokrčena. Vzdržujemo zravnano drž hrbtenice in napete trebušne mišice. Komolce postavimo ob telo in jih tekom gibanja ne premikamo naprej in nazaj. Izdihnemo, ko napravimo upogib in dlani približamo prsnemu košu. Nato pa sledi vdih in počasen spust rok proti stegnam. Pazimo, da roke ne omahnejo oziroma se ne predajo sili gumice, ampak zadržimo napetost mišic. Ustvarite ritem, ki ga lahko držite od začetka do konca. Pred nami je 15-sekundna pauza, po pauzi pa se lahko pripravimo za vajo upright row. Stopimo na sredino elastike in jo pograbimo z rokami, tako da so dlani obrnjene proti vam in da se skoraj dotikajo med seboj. Pozorni smo na vzravnano drž hrbtenice in napete trebušne mišice. Telo mora biti napeto kot struna. Pri vaji potegnite elastiko do brade, pokrčite komolce, takrat tudi izdihnete. Vdih sledi v fazi spusta, takrat roke spustite počasi vse do stegen. Ramena potiskajte dol, ko potegnete elastiko gor. Vajo izvajajte počasi in kontrolirano, skladno z dihanjem. Nikar ne hitite, naj štejejo pravilne ponovitve, kvaliteta pred kvantiteto. Stresite roke, sledi vaja, pri kateri boste elastiko držali samo v rokah, pri tem pa boste roke široko razprli in se upirali naporu elastike. Postavimo se v razkorak širini ramen z rahlo pokrčenimi koleni ter vzdržujemo zravnano držo ter napete trebušne mišice. Ramena potisnemo nazaj, prsa naprej, vendar ne pretirano. V vsaki roki držimo konec elastike in jo pri izdihu raztegnemo, tako da razpremo roke na stran in stisnemo lopatice. In z elastiko se približamo prsnemu košu. Pri vrnitvi nazaj v začetni položaj ne omahnemo takoj, ampak zadržimo napetost v mišicah in počasi popuščamo. Takrat tudi vdihnemo in se pripravimo za vnovično ponovitev. Ustvarite ritem gibanja, ki ga lahko držite od začetka do konca, pri tem pa ne popustite pritisku napetosti elastike. Po pauzi se selimo na naslednjo mišično skupino in to so prsne mišice. Vajo lahko izvajate v dveh različicah in sicer v položaju sklece ali pa potisk s prsi leže. V našem primeru jo bomo napravili leže. Predtem si elastiko položimo na hrbet in nato ležemo na tla, enako velja tudi za skleco. Noge pokrčimo in jih postavimo v širini bokov, hrbet prilepimo ob tla in stisnemo trebušne mišice. Ramena pri potisku rok ne dvigujemo, ampak jih držimo trdno na tleh. Pazimo na dihanje in ga ne zadržujemo. Pri potisku elastike izdihnemo, pri spustu pa vdihnemo in držimo napetost v prsnih mišicah. Spust je vedno nekoliko počasnejši od dviga.
Pred nami je še zadnja vaja v tem krogu in sicer vaja za triceps mišice, ekstenzija komolcev. Ponovno se postavimo v stoječ položaj. Stopimo v razkorak z eno rogo naprej in z zadnjo stopimo na elastiko. Z obema rokama pograbimo drugi konec. Roke držimo vzporedno zraven glave. Tekom gibanja komolcev ne premikamo, ampak napravimo samo upogib oziroma spust rok za glavo in nato ekstenzija, dvig proti stropu. Upogib je samo v komolčnem sklepu. Pazimo na držo hrbtenice in napete trebušne mišice. Ko spustimo roke za glavo, vdihnemo, se tako pripravimo za vnovično ponovitev, z izdihom pa iztegnemo roke proti stropu. Ramen nikar ne dvigujte, ampak naj delo opravijo triceps mišice. Nikar ne hitite, delajte počasi in kontrolirano skladno z dihanjem. In konec. Po treningu pa ne pozabite napraviti raztezanja in poskrbite, da v telo vnesete zadostno količino beljakovin. To je to, upam, da ste uživali pri izvedbi treninga, seveda lahko vse skupaj ponovite še enkrat. Če so vam všeč takšne oblike treninga in če bi si jih v bodoče želeli videti še več, pa mi dajte pisati spodaj v komentarje. Prijem pa, da se poslovimo, ne pozabite videti video dalje, ga napraviti skupaj z vašo prijateljico, mu podariti like, se naročiti na moj kanal in pritisniti zvončka, da ne zamudite bodočih vsebin in presenečenj. Še vedno poteka izziv, želimo si nabrati 1000 naročnikov in skladno s tem bom napravila tudi izziv, zato pa hitro naročiti in napisati, kakšen izziv naj opravim, ko bomo dosegli 1000 naročnikov. To je to in se vidimo naslednji teden. Čau!